Zdaj, če gremo čisto na začetek, preden končam in se spet posvetimo tistim mitom, ne. Pri otroku dvojezičnost ustvarja zmedo, bo mešal jezike. Ne. Dvojezičnost ne ustvarja zmede in otroci velikokrat mešajo jezike načrtno. Ne zato, ker ne znajo, ampak načrtno, zato, ker želijo nekaj drugega sporočiti. Otrok se bo razvijal počasneje, ker bo obremenjen z dvema jezikoma. Razvojne stopnje so enake, se pa lahko nekoliko razlikujejo določeni mejniki, zato ker seveda nekdo, ki spoznava dva jezika, mora pridobivati znanje v dveh jezikih hkrati in to se pravi, v to uporabi neke, bom rekla, kognitivne sposobnosti. Drugi jezik zmanjšuje učni uspeh v prvem večinskem jeziku, to je zame zelo zanimiva zadeva in to vedno znova z raziskavami ugotavljamo, da ni res. Nemci na Južnem Tirolskem so v znanju italijanščine boljši od Italijanov. Ne slabši, boljši od Italijanov, s tem, da hodijo v nemško šolo, da imajo nemščino kot materni jezik in tako dalje. Valižani v Walesu isto. Oni so v znanju angleščine boljši od angleščine. Tako da, takrat, ko je šola dobra, takrat, ko je šola funkcionirala, pa ne ultra privatna, ne vem kaj, čisto običajna, bom rekla, javna šola, ti povzroča, da otrok, ki je dvojezičen, bo v večinskem jeziku boljši kot dejansko otroci, ki so samo enojezični v večinskem jeziku. Zdaj, zadnje vprašanje, ki ga včasih starši postavijo, je kako vzgajati dvo- in večjezičnega otroka. Zdaj, najboljša strategija je, da imaš eno osebo, en jezik. Ne? Če imaš dvojezični zakon, je to fantastično, funkcionira super. Če nimaš te možnosti, se seveda pojavi vprašanje, kaj z tem manjšinskim jezikom. Zdaj, ena zelo znana strategija je minority language at home in se uporablja takrat, ko imaš ti otroke, ki so priseljenci. Priseljencem je treba vedno povedati staršem, da oni morajo doma uporabljati svoj jezik in otroci se bojo potem večinskega naučili v šoli. Zato, ker v trenutku, ko starši začnejo doma uporabljati večinski jezik, ki ga oni niti ne poznajo, potem imajo otroci težave v šoli. Če nič od tega ni možno, je ena zadnja strategija time and place, to se pravi kraj in čas, kar pomeni, da namenjaš določen jezik, začneš razvijati v nekem določenem kontekstu in mu nameniš nek določen čas. Recimo, jaz sem pri svojih otrocih začela italijanščino razvijati tako, da smo brali knjigice o Spotiju v italijanščini. Se pravi, če smo hoteli brati Spotija, smo ga brali samo v italijanščini. Potem smo prišli recimo do risank. Mi smo risanke doma imeli samo v angleščini, razen Peppa Pig. Peppa Pig je tudi v italijanščini. Potem se je Peppi Pig pridružil še Maše Orso, ki je tudi v italijanščini. Tako da v zavesti mojih otrok so risanke v angleščini, razen Peppa Pig in Maše Orso, ki znata tudi italijansko. Potem mi je ena kolegica, s katero smo delali te učne note in italijansko poučuje v vrtcih, ker potem nisem vedela kako naprej, je rekla, Sara, zdaj pa poskusi vzeti en delček dneva in tisti delček spremeniti v italijanščino. In naš delček dneva zdaj trenutno zajtrk. Naš zajtrk se dogaja v italijanščini. Toliko, da so otroci izpostavljeni pol ure na dan italijanščini, jaz se pogovarjam v italijanščini, vsak dan ponavljam iste izraze, oni vsak dan slišijo, ne? In dejansko na takšen način razvijam en jezik. To je spet time and place strategy, to se pravi, ko starši ne znajo tega jezika, se za to odločila, ampak bi se lahko odločili, ne vem, da so risanke samo v tistem jeziku, ne? Ali pa da so knjige samo v tistem jeziku, ne? Ali pa da recimo, ne vem, se odbojka dogaja samo v tistem jeziku, ali da gremo na ples samo v tistem jeziku, ne?
Ali pa da gremo, ne vem, sistematično, ko gremo na kosilo, da gremo vedno v Slovenijo na kosilo, ne, zato da je kosilo v tistem jeziku. Ne. Tako da to je mogoče tudi neka stvar, o kateri starši ne razmišljajo, da bi se ustvarilo neke otočke, bom rekla, življenja, ki se odvijajo samo v tistem jeziku, v vašem primeru seveda v slovenščini. Veliko je dilem glede staršev, ki slovenskega jezika ne znajo dobro in ga uporabljajo z otroci. In to je tisto, kar ste prej omenili, ne? Da dejansko nekateri dvojezični otroci znajo slovenščino slabše kot tisti, ki pač so enojezični in se jo učijo kot tujega jezika. Jaz mislim, da tukaj ni enega vseznačnega in pravilnega odgovora. Vam boste srečali učitelja, vzgojitelja, ki vam bo rekel, bi bilo bolje, da ne bi govoril slovenščini, zato ker tako dejansko pokvari otroka, ne, ki tega jezika ne bo znal. Jaz se spomnim, enkrat mi nek predstavnik italijanske manjšine v Sloveniji razlagal, da ko so se mu rodili otroci, da ga je žena prosila samo to, da se z otroci pogovarja in lingua. Zato, da bojo ti otroci znali italijansko in da bojo znali slovensko. Ne, da bojo znali neko mešanico vsega in nič. Na drugi strani imate vzgojiteljice in učitelje, ki vam bojo rekli, da če to narediš, odvzameš prestižu, uporabnosti, vrednote temu jeziku. In v bistvu dajo že starši neko sporočilo otroku, da ga že oni ne uporabljajo, ne? Da jezik ni dovolj pomemben, da bi ga uporabljali, ni dovolj uporaben, se ga v bistvu niti starši ne morejo uporabljati. Tako da tukaj so zelo, bom rekla, različna mnenja, kaj je pravi recept, na kakšen način pristopiti. Ampak ena izmed stvari, in s tem bi jaz tudi mogoče zaključila to moje predavanje na kratko, ena izmed stvari, s katero smo se poskušali pri eduki ukvarjati, so prav tudi ti kalki, ali pa bom rekla te napake, ki jih otroci prenašajo iz enega jezika v drugega. In prav pri temu smo poskusili uporabljati tudi to metodo, ki je uporabljala ta učiteljica nemščine. Zdaj pravi, da dejansko z nekim memoriranjem, ne, oziroma z nekimi vložki, z nekimi pesmicami, otroke naučiš, da greš ven in da si zunaj. Ne. Take stvari, recimo, se meni zdi vse te tipične napake, ki izhajajo iz okolja in te povezanosti z italijanščino, se mi zdi, da edini način, to smo mi videli pri tej učiteljici fantastično, kako jih dejansko odpraviš, s tem, da jih vključiš v neke pesmi, v neke dejavnosti in da se dejansko vtisnejo v samozavest. Ker če oni leta in leta uporabljajo napačen izraz, s tem, da mu samo ti poveš, grem ven in sem zunaj, ne narediš nič. Ti moraš v bistvu tisto navado, ki jo je on ustvaril, prepisati z nekim drugim vzorcem. In to narediš samo tako, da imaš neko dejavnost, neko zadevo, ki se ponavlja, ki jim gre v uho. In recimo pri tej, bom rekla, učiteljici od nemščine je bilo prav to lepo razvidno, kako je ona dosegla in to spregatev in, bom rekla, sklanjanje, vse to, kar dejansko rablja, samo s tem, da je šlo otrokom v uho. Oni so to slišali, si ponavljali, doma se igrali, si peli te pesmice in to jim je bilo v šesu in to dejansko potem se jih je prijelo, če lahko tako rečem.